Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 54 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Kupica vzhodnoevropskih predsednikov, med njimi seveda v prvi vrsti tudi naš Borut Pahor, se je zavzelo za čim prejšnje članstvo Ukrajine v Evropski uniji. Ampak preden do tega dejansko pride, je verjetno potrebno razčistiti par stvari. Morda bi za začetek vljudno zaprosili predsednika Zelenskega, da odpravi čaščenje spomina Stepana Bandere, Romana Šuheviča in drugih sodelavcev nacističnega zločinca in krvnika Odila Globočnika pri pobijanju Judov, Rusov in Poljakov. Ker potem bo ruski argument, da gre pri invaziji na Ukrajino za denacifikacijo, še za odtenek manj resničen. Sedaj pa se lotimo 85. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali vojna ali sankcije. Se da Ruse premagati s sankcijami? Dražja posojila, težja plačila, vrste pred bankomati. Kakšen bo učinek sankcij na Ruse in na nas, bomo vprašali našega posebnega gosta, dr. Denisa Manceviča. Denis, toplo pozdravljen. Dober večer. Denis, glede na to, da se danes v glavnem ne bova pogovarjala o vojaških stvareh, danes je žal tako ali tako velja, da so skoraj vsi postali vojaški strokovnjaki, takoj ko se je začela vojna, ampak za ostala vprašanja povezana s tem ruskim napadom oziroma vojno v Ukrajini, pa se mi zdi kar prav sogovornik, si mednarodni strokovnjak za zunanje zadeve, za mednarodne odnose, za poslovanje in ne nazadnje rojen si bil v Minsku. Zato bi te najprej vprašal, zdaj Belorusija, mi nekako pozabljamo, da je Belorusija kot nek pridružena članica ali pa prikolica zdaj tega ruskega napada na Ukrajino. Koliko gre tu za neke avtonomne odločitve Belorusov, njihovega samodržca Lukašenka, ali je to v bistvu nekaj, na kar dejansko Belorusi nimajo vpliva, da morajo sodelovati pri tem? Ja, tukaj mislim, da Lukašenko nima praktično nobene avtonomije. V tem trenutku Belorusija deluje kot neke vrste protektorat pod ruskim pokroviteljstvom in Lukašenko mora na to vlogo pristati kot povračilno nagrado za podporo Rusije v zadnjih 2 letih ali pa v zadnjem letu in pol po predsedniških volitvah v Belorusiji avgusta predlani. Kajti brez ruske podpore on v zadnjih teh leta in pol ne bi preživel. Moskva je tako politično, gospodarsko, kot tudi čisto operativno podpirala in še vedno podpira režim. In sedaj je pač vojaška operacija in pa namestitev vojske na beloruskih tleh in celo izvajanje napadov na Ukrajino neka stransko plačilo, ki ga mora Lukašenko opraviti. To verjetno pomeni, Denis, da tudi ko bodo končane sovražnosti v Ukrajini, ruska vojska verjetno ne bo šla več iz Belorusije. Se bojim, da ne. Seveda vprašanje, kako se bo sploh ta vojna in ta kriza končala za ta prostor, ampak vkolikor se bo končala tako, da bo neke vrste premirje ali pa se bo pač Rusija še vedno na pol išla kot neka zmagovalka in bo ostala vplivni dejavnik, nek faktor na tem prostoru, potem ruska vojska najbrž Belorusije ne bo zapustila in bo to samo še dodatno priznanje pravzaprav te protektorata. Če se mogoče za nekaj časa si že zadrživa tu na področju teh zunanjih odnosov oziroma mednarodnih odnosov, a si ti presenečen ali si pričakoval, kako bi rekel, na nek način zelo hitro stopnjevanje tega podpore ali pa ne vem, kako bi temu rekel, pripravljenosti dobršnega dela držav Evropske unije, da se pač Ukrajini ponudi perspektiva polnopravnega članstva. Vemo, predsednik Zelenski je dosti dramatično neko vlogo tam podpisal, vemo, da je mojster pač teh takih dramaturških nastopov. Zadnji smo videli pač neke te vreče peska, ki ščitijo pred eksplozijami. Si ti pričakoval, da bo ta ruski napad na Ukrajino imel take posledice? Ne, pa ne samo na tem področju, ampak tudi na področju sankcij, česar se bova največ še dotaknila v prihodnje, kasneje. Tako da tudi ta odziv in pa pripravljenost po nekem hitrejšem postopku sprejemanja nedvomno tukaj preseneča.
Zelenski, kot si sam izpostavil, je seveda mojstrski komunikator, kar ne preseneča glede na njegovo igralsko kariero. Tako da tukaj vsekakor ve, kako s pomočjo komunikacije doseči želeni cilj. In v tem trenutku je seveda popolnoma pričakovano, da bo Zelenski in pa ukrajinska vlada naredila vse, kar je mogoče za to, da zagotovi čim večjo integriranost zahodnih držav ali pa Ukrajine z zahodnimi državami, tako v obliki podpor dobav vojaške opreme, kot v končni fazi tudi morebitnega članstva v zvezi, v EU. Ne, saj ukrajinski interes se mi zdi je dosti jasen in tudi na nek način legitimen, da ne rečem celo upravičen. Bolj me zanima ta interes Evropske unije, ne. Zdaj se mi zdi, da tisto, kar nekako je bilo ves čas v podtonu, ne, da si ZDA pač želijo, da bi se Evropa na nek način vpletla v vojno z Rusijo v Ukrajini, se zdaj dogaja, ampak se mi zdi, da evropske države, tudi te zahodne ali pa tiste, od katerih tega ne bi pričakovali, kar na nek način hitijo, ne, kako bi se čim bolj same tudi v to vojno vpletle. Ne. Če damo recimo primer Finske, tradicionalno nevtralna država, zdaj pošilja, pravi, da bo poslala orožje v Ukrajino in tako naprej. Kako ti to komentiraš? Je to sprožilo nek stampedo ali dejansko pač ni druge rešitve, kakor da se Evropa na tak način aktivno vključi v sam konflikt, neposredno, tako rekoč? Bolj neposredno gre samo še z očetom na tleh, ne, ali pa v zraku ali pa na vodi, ker orožje je že v igri. Ja, tukaj mogoče bi razdelil na nekaj neke stvari, mogoče malo poskušal pa predalčkati. Ja, izvoli. Mislim, da v trenutni situaciji odziv ne samo Finske, ampak tudi Švedske ni presenetljiv. Da če bi se midva postavila v vlogo politike, vodilne politike v teh državah, kako bi pravzaprav lahko odreagirala na pričakovanje javnosti potem, da se Rusija obnaša popolnoma iracionalno in agresivno in pravzaprav začenja vojno na evropskih tleh. Edino tako, da rečeš, ja, seveda mi bomo okrepili kolektivno varnost in najverjetneje pač preko vstopa v zveze NATO. Tako da tukaj je neka taka racionalna reakcija glede na to, kaj se dogaja. Druge evropske države, mislim, da smo zdaj v nekem momentu, ko se preko pozitivne predelitve do članstva Ukrajine v EU kaže neka podpora simbolna in pa neka, recimo neka razvojna pot, ki je Evropska unija ponuja Ukrajini. Jaz bi mogoče tukaj izpostavil to, da po moji oceni je bistveno bolj pomembno tako za Ukrajino kot tudi za EU. Ne samo sam potencialni proces vstopa, ker ta je relativno tehničen, ampak kakšen je razvojni model in koliko je pripravljena realno Evropska unija vlagati v to območje. Torej, jaz bi namesto tehničnega vstopa v EU govoril o tem, ali ima Evropa kot taka, ne zgolj Evropska unija, ampak Evropa pripravljena neke vrste Marshallov načrt za Ukrajino in najverjetneje temu sledi tudi Belorusija. Zakaj? Zaradi tega, ker to je naše sosedstvo, torej to smo zdaj ugotovili. Obe državi sta del skupnega evropskega prostora. Razvojni razkorak med ukrajinskim gospodarstvom, med tudi stanjem korupcije, torej pripravljenost države in pa povprečjem EU se povečuje v zadnjih desetletjih, nažalost. Kar pomeni, da govoriti danes o vstopu, brez da bi obenem povedal, kako boš ti realno pomagal preko investicij, izgradnje infrastrukture, torej vse to, kar je bilo narejeno če ne v Evropi po drugi svetovni vojni, pa vsaj na področju priključevanja vzhodne Nemčije oziroma združevanja Nemčije, je malo neodgovorno oziroma je pač politično mogoče všečno, ampak končnega rezultata ne bo imela, če ne bo teh nekih konkretnih predlogov na mizi. Tako da mislim, da bi bilo bistveno bolj smotrno, da bi se celotna Evropa in se danes pripravljala prav na dobesedno na Marshallov načrt za Ukrajino, ali pa recimo obstaja tako imenovano vzhodno partnerstvo, to je en projekt Evropske unije, ki je nastal okrog desetletja nazaj, v katerem je 5 ali 6 držav, Belorusija mislim, da je vmes zamrznila svoje članstvo, nekako tako, kjer je pa veliko bilo govora, in tudi jaz sem imel priložnost to v živo spremljati še kot diplomat, o institucionalnih reformah, torej o
od šolstva do pravne države, do zakonodajnih reform in podobno. A te same po sebi ne prinesejo sprememb, če od zadaj ni realnega denarja, če ni investicij. In tukaj običajno je Evropa v zadnjih letih odpovedala, tudi v Ukrajini v končni fazi. Ja, tole me še zanima, preden si vzamemo krajši premor. Tudi stališče Slovenije se mi zdi, se kar hitro spreminja ali pa stopnjuje, ne. Začelo se je s tweetom predsednika republike, ki je seveda obsodil pač rusko agresijo in se zavzel za mir. Kasneje je predsednik vlade predlagal, da bi NATO vzpostavil to pač prepoved preletov nad Ukrajino, kar bi de facto pomenilo vojno z Rusijo. Minister za obrambo je rekel, poslali bomo poljske kuhinje, naslednji dan je že rekel, pošiljamo municijo in orožje. Skratka, zdaj predsednik Pahor podpisal pismo, ki obljublja Ukrajini članstvo v Evropski uniji. Kako ti vidiš pa recimo stopnjevanje teh slovenskih stališč? Ja, zdaj mogoče glede na vlado in nekatere vladne poteze pred tem, naj samo spomnim mogoče na intervju predsednika vlade za indijsko televizijo okrog Tajvana. Ja. Tako da potem takem tukaj se da neke paralele potegniti. Torej, mislim, da predsednik vlade bo ta trenutek poskušal izkoristiti ali pa ga najmanj umestiti v notranje politične razmere, ki seveda govorijo o tem, da je do volitev ostalo toliko in toliko časa, in s pomočjo ali pa preko tega mobilizirati lastno volilno bazo še naprej, in je potrebno vse vladne odločitve skozi to prizmo ocenjevati. Okej, dajva si vzeti zdaj krajši premor, ampak ne nam uviti, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali se da Rusijo premagati s sankcijami. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami je še vedno naš posebni gost, zunanje politični in ekonomski strokovnjak, dr. Denis Mancevič. Pogovarjava pa se o tem, ali se da Ruse premagati s sankcijami. Denis, predno so šla na oglase, sva ostala ravno pri tem vprašanju, sankcij se mi zdi gospodarskih, to verjetno tudi večino naših gledalk in gledalcev najbolj zanima, predvsem sicer kako se bo njim poznalo, o tem mogoče malo kasneje, ampak tole bi te vprašal za začetek tega drugega dela oddaje. Zdaj, Rusija je že pod sankcijami vrsto let, saj od takrat, ko je anektirala Krim. Kakšne so te sankcije in kakšen učinek recimo so do sedaj imeli? Trenutne sankcije, ki so bile uvedene postopoma četrtek, petek in dodatno še zaostrene zdaj v zadnjih dneh, so po svojem obsegu neprimerljive s tistimi sankcijami, ki so veljale od leta 2014. Leta 2014 uvedene sankcije so ciljale na posameznike, izvozov posameznih proizvodov in skupin proizvodov iz Evropske unije in pa drugih držav, ki so sankcijam pridružile v Rusko federacijo. Ampak dejanskega večjega učinka ali pa zelo obsežnega učinka niti na rusko gospodarstvo, niti kot povračilno recimo na naš prostor, torej na gospodarstvo Evropske unije, pa niso imele. Te sankcije, ki smo jim priča danes, so nekaj popolnoma drugega. Torej, današnje uvedene sankcije lahko primerjamo, ali pa skoraj da že lahko primerjamo z sankcijami mednarodne skupnosti proti Iranu, ki so v končni fazi pripeljale do tega, da je Iran bil pripravljen se usesti za pogajalsko mizo in se pogovarjati o svojem jedrskem programu, in bodo izjemno obsežne, tako za rusko gospodarstvo. Moskovska borza je zaprta drugi dan in vprašanje, kdaj se bo odprla. Lahko še eno številko navedem, recimo, da so Gazpromove delnice, s katerimi se trguje v Londonu, izgubile v zadnjih 2 dneh 90% in da je rubelj izgubil 40% vrednosti. Torej, to so prvi indikatorji, ker vedno so tovrstni pokazatelji so indikatorji nekih pričakovanj, kaj še sledi. Za Slovenijo in pa za evropski prostor bodo tudi te sankcije imele dolgoročne in precejšnje posledice. Namreč že danes lahko govorimo o tem, da so logistične verige pretrgane, torej po domače povedano logistika, prevoz, dobava bodisi surovin, po drugi strani pa
evropskih proizvodov na ruska tla, ne, v Rusijo, v Ukrajino so onemogočena. Po drugi strani je Rusija v večjem delu odrezana od mednarodnega finančnega sistema SWIFT. Vidimo, kaj to povzroča pri vprašanju Sberbank in pa hčerinske družbe Sberbanke tudi v Sloveniji. In te sankcije bodo povzročile še dodatne cenovne dvige, torej že itak smo v zadnjih mesecih v območju visoke inflacije. Vidimo, kaj se dogaja z cenami energentov. Te že itak so na rekordnih ravneh in še skačejo in bo ta kriza vse to samo še poglobila. Na to se moramo pripraviti. A misliš, da je mogoče Moskva podcenjevala to, glede na to, da praviš, da tiste prejšnje sankcije niso imele takega velikega vpliva na državo, na njeno ekonomijo, v končni fazi na prebivalce, da je podcenjevala odziv zahodnih držav na dogajanje v Ukrajini? Ja, mislim, da ja. Tudi če bi pogledali zgodovino evropskih sankcij v tem prostoru, torej lahko naredimo primerjave tako z Rusijo, torej po Krimu in po začetku vojaške operacije v Donbasu 2014, ali pa tudi kot drugo primerjavo pa sankcije proti Belorusiji, bi pravzaprav prej pričakovali počasnost odločanja Evropske unije, kajti za to je potreben konsenz. V prvi vrsti prepoved potovanja in zamrznitev premoženja za nekaj 10 posameznikov, kar smo že videli, in to so take sankcije na papirju, ki so sicer politično všečne, realnega vpliva pa nimajo. In potem bi sledilo neko postopno zaostrovanje. Recimo to bi bil tak beloruski primer, kjer smo na koncu zdaj pri, mislim, da že 7. paketu sankcij, pa kljub temu te nimajo nobenega večjega učinka na obnašanje Lukašenka. Tukaj smo videli prva napoved v četrtek, torej ko je Rusija začela z vojaško operacijo na Ukrajino, da prve napovedi so tudi šle v zelo podobno smer. Spet bomo uvedli sankcije proti odgovornim posameznikom v Donbasu, proti nekaj visokim političnim predstavnikom in nekaterim podjetjem, recimo za vojaške obrambne industrije ruske. Na to se je začelo pa bliskovito dogajati pravzaprav enkrat, ko je Nemčija in Italija, pa še kakšna druga država EU se sprijaznila s tem ali pa končno videla, da je tukaj resnost konflikta in da je pravzaprav izjemno velika in da je ogrožena evropska varnost kot taka, so potem pravzaprav bile te države, tiste, ki so manjše države, ki imajo bolj parcialne interese, poskušali prepričati v to, da so tukaj nujno potrebne zelo hitre in zelo obsežne sankcije in temu smo priča danes. Zdaj, kdo profitira, ne, v ekonomskem in zunanje političnem smislu, če se recimo rusko gospodarstvo kot posledica teh sankcij sesuje? Ja, najmanj dve državi. In to sta Združene države Amerike in pa Kitajska. Pravzaprav še v največji meri Kitajska. Zaradi tega, ker jaz sem eno analizo naredil pred časom, že od teh sankcij Evropske unije proti Rusiji, torej od 2014, je Kitajska in kitajska podjetja in tudi Yuan bil tisti, ki je nadomeščal Evropsko unijo iz tega trga. Torej, blagovna menjava med Rusijo in pa EU se je zmanjševala. Za okrog 20 milijard tudi na leto je te trgovine bilo manj. In postopno je to nadomeščala Kitajska. Tako da Kitajska bo iz teh gospodarskih sankcij najbolj profitirala, potem pa v bistveno manjši meri najverjetneje tudi Združene države Amerike. Kaj pa recimo Evropa, ne? Ker verjetno ZDA to manj prizadene, ne? Saj vidimo, prve države, ki so dejansko uvedle sankcije ali pa napovedale sankcije, so bile Japonska, Avstralija, Kanada, ne? Se pravi ne te, ki bi rekel, da so zelo povezane z ruskim gospodarstvom. Evropa je, tudi Slovenija, ne sicer najbolj, ampak so evropske države, ki so še bistveno bolj vpete v mednarodne ekonomske odnose z Rusijo kot Slovenija. Kaj pa za njih recimo pomenijo te sankcije? Ja, pri sankcijah vedno velja to, da prizadenejo seveda obe strani. In bolj, ko sta gospodarstvi prepleteni, bolj, ko so bodisi z vidika blagovne menjave, storitev ali pa finančnega sektorja, bolj seveda prizadenejo oba konca. In tukaj vedno, ko se primerjajo sankcije recimo proti Rusiji, je treba pogledati, na kak način je evropsko gospodarstvo prepleteno proti recimo ameriškemu. Tudi ameriško gospodarstvo, predvsem finančni Wall Street, bo občutil te sankcije in to izjemno, zaradi tega, ker je Wall Street še vedno finančni center
sveta. Ampak finančni sektor ne ustvarja toliko dodane vrednosti, ne ustvarja toliko delovnih mest, da bi izgube bodo, ampak finančno gledano, v dolarjih se bojo štele izgube iz poslovanja, ne bo pa to prizadelo recimo delovnih mest, kot bo pa to v Evropi prizadelo. Torej, tukaj evropsko gospodarstvo je bistveno bolj povezano, torej recimo Rusija je do te krize trgovala z Evropsko unijo v obsegu 2-krat več kot s Kitajsko. Torej, predstavljamo si ta obseg. Tako da evropsko gospodarstvo bojo te sankcije prizadele na več nivojih. Torej, že danes slišimo o tem, da evropski proizvajalci zapirajo svoje tovarne v Rusiji, tako da tukaj bo izguba trga. Nedvomno, po drugi strani bo otežen ali pa onemogočen dostop do surovin, ki prihajajo iz Rusije, ne samo črne kovine, barvne kovine, plemenite kovine, prehrambeni izdelki, torej surovine, ki so nujno potrebne za prehrambno industrijo. Vse to v precejšnji meri v Evropo prihaja iz Rusije in iz Ukrajine. In tako da tukaj bomo v tem primeru bomo o pomanjkanju teh surovin priča seveda dvigom cen, zaradi tega, ker bo nastal manko na trgu. Kar se tiče slovenskih podjetij, imamo situacijo, ko se pravzaprav struktura blagovne menjave med Slovenijo in Rusijo ni bistveno spremenjena v zadnjih 10-20 letih. Imamo pa nekaj izjemno izpostavljenih podjetij, torej podjetje, za katere rusko in ukrajinski trg predstavlja pomemben del znotraj izvoza, in ta bodo že kratkoročno seveda izjemno prizadeta. Medtem ko ostali del gospodarstva v Sloveniji je povezan z Rusijo podobno kot mogoče v kakšnih drugih državah, regijsko podobnih, torej recimo Avstrija, Češka, Hrvaška v končni fazi. Razumem. Zdaj, Evropa je odvisna tudi v dobršni meri od ruskega plina. Zdaj, če se Rusija odloči zapreti plinsko pipo, kaj pa to recimo pomeni? Ja, kratkoročno to pomeni en tak precej velik šok za evropsko gospodarstvo in za prebivalstvo. Rusija od Gazproma oskrbuje okrog evropski trg v 40%, torej nekje naša odvisnost je v 40%. Skoraj polovica, ne? Ja, slaba polovica. V zadnjih spet 10-12 letih smo veliko slišali v Evropski uniji o tem, da je treba zmanjšati to odvisnost, ampak to je ravno tak tipični evropski primer, kjer se veliko govori na papirju, pa so neke strategije, pa vizije, pa ne vem kaj. Realno učinek pa nima, iz preprostega razloga, ekonomsko se to ne splača. Torej, ekonomsko je ruski plin v stabilnih okoliščinah daleč najcenejši za Evropsko unijo. Tako da 40% zemeljskega plina, ki ga ne moreš transportirati pravzaprav ga težko transportiraš razen po plinovodih ali pa preko utekočinjene oblike, ga ne moreš kar tako nadomestiti, zato potrebuješ kar nekaj let za izgradnjo dodatnih zmogljivosti. Tako da tukaj se bomo potem pač soočali z redukcijami. Pri oskrbi z zemeljskim plinom bojo bodisi gospodarstvo, bodisi potrošniki, torej navadni odjemalci, mogli preskočiti zelo hitro na nek drug energent. Zna to povzročiti ponovno vklop tako jedrskih zmogljivosti, recimo v Nemčiji, kot tudi mogoče ponovno vklop ali pa ponovno osmišljanje strategije izhoda iz premoga v Evropski uniji. Torej, to so neke kratkoročne možne rešitve. Ja, izgleda, da se zna zgoditi, da bomo morali tudi v Sloveniji z zapiranjem TEŠ še malo počakati, ne. Tole me še zanima, Denis, ti ruski oligarhi, milijarderji, ponavadi so nastopali najbolj v športu, ko so imeli te nogometne klube kot svoje igračke ali pa v nekih družabnih kronikah. Tiste njihove jahte smo lahko občudovali tudi recimo na hrvaškem Jadranu poleti. Kaj pa za njih zdaj pomenijo te sankcije? Vidimo, nekateri so začeli pozivati k miru. Roman Abramovič, ki je nekako maskota teh ruskih oligarhov, se je že odpovedal tako rekoč lastništvu nogometnega kluba Chelsea v Veliki Britaniji. Kaj za njih recimo zdaj pomenijo sankcije? Kaj se lahko zgodi z njimi? Ja, sankcije so izjemno velik problem za ruske oligarhe. Ruski oligarhi niso vsi enaki, torej ne gre jih vse enačiti. Oligarhi mogoče nekoliko starejše generacije, tisti, ki so postali oligarhi v 90-ih letih,
so se vmes mogoče že znali kaj prilagoditi sankcijam, s tem ne bojo prvič srečevali. Obenem imamo pa tudi kar kopico nekih oligarhov, ki so nastali v zadnjih 10 letih, ki so produkt pravzaprav Putinove elite in so naenkrat postali predsedniki uprav in potem pomembni delničarji velikih državnih korporacij. Kot primer Igor Senčen je en izmed takih, ali pa gospod Miller iz Gazproma. Tako da bojo tudi različno občutili te sankcije. Za njih vsekakor to predstavlja eno tako osebno majhno katastrofo in tudi poslovno. Mnogi izmed njih so že iz naslova sankcij 2014 začeli izgubljati premoženje in to v precejšnji meri, torej nekaterim se je prepolovilo že takrat. To pa zaradi tega, ker čim so sankcije uvedene tudi strani ZDA, potem imajo izjemne posledice do blokade bančnih računov, občutijo to podjetja, kjer so posredno ali pa neposredno delničarji in tako dalje. Tako da ti pozivi k miru izhajajo vsekakor od tega, da ta situacija ni nekaj, kar bi bilo niti približno dobro za posel. Izgubljajo premoženje, obenem pa tudi kažejo na to, da se bo ruska elita mogla tako ali drugače se opredeliti do tega, do katere mere podpira kremeljsko politiko, kjer je pa preprosto ta šla predaleč in ima tudi izjemne ekonomske posledice. A je mogoče oziroma je realno, da bi oligarhi se odločili za spremembo režima, lahko sploh kaj naredijo na tem področju, da se recimo režim v Rusiji spremeni? Ja, to je zanimivo, se mi zdi, da zahodni analitiki, zahodni mediji pogosto poročajo, mi moramo napasti oligarhe, da bodo ti odrekli podporo Putinu. Jaz mislim, da je to popolna norija in pa napaka v razumevanju situacije. Namreč, v današnji Rusiji ni tako, kot je bilo v 90-ih. V 90-ih letih, v drugi polovici 90-ih je 10-20 oligarhov, tako imenovana Putinova, Jelcinova takrat družina, nadzorovala pravzaprav celotni politični prostor. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker je bila ruska država precej šibka in so ti oligarhi imeli vlasti A, medije in B, finančni sektor. In so preko tega imeli največji politični vpliv. Putin je relativno hitro videl to in je pravzaprav s primerom Hodorkovske in potem še vsem ostalim pokazal, da pravzaprav država želi odigrati neko drugo vlogo in da situacije, kjer bi 10, 20, 30 oligarhov nadziralo oblast, ni sprejemljiva. Tako da v tem trenutku je to neka kohabitacija, nedvomno. Kot rečeno, med oligarhi tudi obstajajo precejšnje razlike, ampak večina izmed njih, bi jaz prej rekel, da so talci te situacije in so talci tega režima, prej kot pa, da bi imeli nek blazen vpliv. Ne glede na to, se pa v današnji Rusiji ob tem, kar se dogaja v Ukrajini, nedvomno krepi antikremeljski sentiment. Ljudje protestirajo proti vojni na več nivojih, torej ne glede na to, da jih policija pretepa, grejo na ulice in to v Peterburgu, ki je rojstni kraj Putina pravzaprav, do tega, da se oligarhi javno opredeljujejo proti vojni, do tega, da se akademiki, ki so mogoče sicer podporniki Putina, se odrekajo za zaustavitev vojne in tako dalje. Tako da antiputinovski, antikremeljski sentiment se znotraj ruske družbe krepi in vprašanje, vkolikor bi dosegel tudi vojaške vrhove, potem se zna zgoditi to, kar si je omenil. Če se vrnemo zdaj za konec še na Slovenijo, ne? Se pravi, slovensko gospodarstvo ni med najbolj izpostavljenimi vizavi Rusije, je pa vseeno, ne? Imamo Krko, imamo slovensko industrijo Jekla, Iskro, še koga in tako naprej. Kaj recimo za slovenska podjetja pomenijo te sankcije? Vemo, gospodarska zbornica je že ob napovedi, ne? Začela biti plat zvona. Kako realna so ta svarila, kaj dejansko te sankcije pomenijo za naša podjetja, za njihove zaposlene in tako naprej? Ja, za tista podjetja, kjer ruski in ukrajinski trg predstavlja neko pomemben delež v izvozu, torej govorimo mogoče o izvozu nad 10%, bo vojna povzročila tudi kratkoročne učinke, kar pomeni občutno zmanjšanje izvoza,
posledično izguba trga in bojo mogli prilagoditi svoje poslovanje, ni izključeno tudi neposredna odpuščanje iz tega naslova. Vendar tukaj bi le izpostavil, da tako obsežnih podjetij, ki bi padla v to skupino, pri nas le ni tako veliko. Ne bi jih želel poimensko izpostavljati, ker bi to po moje bilo malo nekorektno ali pa nepotrebno, ampak ne govorimo o 100 podjetjih, ampak govorimo mogoče o 10 do 20 podjetij, kjer ruski in pa ukrajinski trg predstavlja izjemno pomembno tržišče znotraj njihovega portfelja. Po drugi strani moramo pa tudi recimo slovenska industrija jekla je sicer v posrednji ruski lasti, ampak ruski trg, koliko se spomnim, ne predstavlja pomemben delež znotraj izvoza. Kar pomeni, dokler sankcije ne prizadenejo finančne tokove, torej financiranje poslovanja, potem z vidika stabilnosti to ne bi smelo predstavljati nekih večjih izzivov. Tako da če povzamem, za posamezna podjetja nekje okrog 10 do 15 njih, 20 mogoče, in to so tudi tista, ki so na gospodarski zbornici izpostavljala težo problematike, to vsekakor pomeni izjemno krizno situacijo in je treba zelo hitro odreagirati in bo treba se mogoče tudi prestrukturirati in mogoče bo v katero izmed teh podjetij tudi mogla sprejeti neke bolj rigorozne ukrepe. Za večji del gospodarstva pa to predstavlja podoben nek šok kot za ostala povprečna evropska gospodarstva. Torej, prilagoditev na spremembo v logističnih verigah, prilagoditev na višje cen surovin, ki je sploh pride do surovin, kako, skratka, to vrstne težave in pa seveda dvig cen. Ampak, kot rečeno, tukaj v tem segmentu bo Slovenija padla v neko povprečje Evropske unije. Kaj pa recimo navadni ljudje, ne vemo, tisti, ki so komitenti ruske Sberbank, pri nas že imajo neposredne težave, kaj pa ostali? Ostali bodo posredno občutili, predvsem v denarnicah. Torej, kot sem že uvodoma omenil, če smo se v zadnjih mesecih pogovarjali o tem, da dvig cen energentov že povzroča težave gospodinjstvom, izjemne podražitve ogrevanja, že prihaja do socialnih stisk iz tega naslova, bojo te sankcije in pa celotna situacija povzročila, da bo teh primerov še več ali pa da bojo ti bolj dolgoročni. Torej, če smo se na primeru energentov pogovarjali o tem, da počakamo, da mine ogrevalna sezona in se potem mogoče proti poletju cena nekako stabilizira in potem pridemo na nek nov nivo. In vmes mora država samo poseči in pomagati, tako ali drugače, kar je tudi slovenska vlada naredila, pa bomo zdaj v popolnoma drugačni situaciji. Torej, v tem trenutku bi že mogle vlade aktivno razmišljati o tem, kako bo izgledal energetski sektor, vključno z ogrevanjem seveda in dobavom gospodinjstvom in gospodarstvu znotraj enih 5 do 10 letih, da bo še konkurenčen. Torej, vsaka država se bo tudi borila za konkurenčnost. Bo pa imelo za povprečnega državljana posledica v denarnicah tudi v končni fazi tako, da gnojila, recimo, ki predstavljajo pomemben strošek v kmetijstvu in prehrambeni industriji, se bodo še podražila. Rusija in pa Belorusija sta oba pomembna dobavitelja kmetijskih gnojil. In skratka, potem se zgodi, da se cenovni šok po celotni verigi prestavlja. In podobno še pri kakih drugih. Zdaj, tujih neposrednih investicij iz Rusije imamo mi v Sloveniji relativno malo. Že prej omenjena slovenska industrija jekla pa Sberbanka sta dve taki, pravzaprav največji ali pa skoraj edini največji. Drugi šoki in posledice bodo pa tovrstni. Ja, zdaj odnosi med Evropo pa Rusijo so verjetno na najnižji točki, od konca hladne vojne naprej. Tudi odnosi med Slovenijo pa Rusijo so verjetno na najnižji točki do sedaj ta hip, ker praktično prej nismo imeli nekih slabih odnosov v preteklosti. Ali lahko izboljšanje odnosov z Ukrajino tako za Evropo kot za Slovenijo to na kakršenkoli način nadomesti? Ne, mi enkrat, ko bo te vojaške faze mimo, upamo, da čim prej, da bo prišlo do prekinitve spopadov in pa nekih mirovnih pogajanj,
se mora prav tako, kot se mora celotna Evropska unija in tukaj Slovenija tudi kot del seveda skupne družine začeti ukvarjati s tem, kako bomo z Rusijo živeli naprej. Kajti tukaj se mi zdi, da se v Evropi nahajamo znotraj dveh ekstremov, torej od tistih, ki bi govorili o izključnem pragmatizmu, torej in zagovarjali izključno gospodarski interes in vse ostale neke negativne elemente preprosto zamižali, ne, proti njim, do tistih skrajnih, ko pravzaprav govorijo o tem, ne, mi z Rusijo sploh ne moremo skupaj sobivati. A dejstvo je naslednje. Rusija je znotraj Evrope, je naš geografski tukaj sosed, a ne, imamo zgodovinske povezave in se pač nikamor ne bo premaknila, kar pomeni, mi se moramo naučiti nekako sobivati in se o tem pogovarjati. Zdaj, mi smo v zadnjih, po drugi svetovni vojni smo šli nekaj faz, ne, od blokovske delitve do potem 90 let, ko se je Rusija sama sabo ukvarjala, do potem, ko naenkrat smo vsi imeli blazno radi Rusijo, ker je Rusija blazno rasla in je to bil perspektivni trg in takrat tudi Ukrajina, do tega, da je zdaj to postal nek grdi raček, a ne, Evrope, ki, kot vidimo, ne, napada in izvaja invazijo na sosednjo kulturno izjemno blizu, ne, državo. Ne. Tako da najbrž bomo po tej fazi, kdorkoli bo že na oblasti v Kremlju takrat, spet mogli spostaviti nek nov model, ki pa upamo, da bo bolj konstruktiven, ki bo omogočal to, da bomo lahko normalno sobivali, ne da bojo vzhodne države članice živele v nekem konstantnem strahu, in bomo pravzaprav od tega sobivanja imeli vsi, ne, da bo tako razvoj znotraj na vzhodnih mejah, ne, torej Belorusija, Ukrajina, Rusija in tako dalje. Izgube ruskega trga ali pa teh posledic pa niti približno ne more Ukrajina, Belorusija nadomestiti, torej tukaj govorimo o neprimerljivo večjih gospodarstvih. Tudi ukrajinsko gospodarstvo je danes, to je treba izpostaviti, v izjemno šibki situaciji. BDP per capita, torej na glavo, merjen po kupni moči, je padel nekje na 100-120 mesto na svetu. Torej, govorimo o izjemno šibkem gospodarstvu in ta razvojni razkorak med Evropsko unijo in pa Ukrajino se nažalost povečuje. Ukrajina ima izjemne težave, prav tako kot Rusija, z korupcijo, klientelizmom, ne obstoja praktično pravne države ali pa razkroja pravne države. Tako da tukaj čaka tudi Evropo, če želi sobivati uspešno s tem delom sveta, še precej dolga pot. Še veliko dela, ne? Se pravi, ko bo vojne enkrat konec, upamo, da čim prej se pravo delo šele začne. Najlepša hvala, dr. Denis Mancevič, za tvoje gostovanje v naši današnji oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o vojni s sankcijami že 693. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali resnica o projektu KUL. Kdo ga je ustvaril in zakaj? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.